Zdravo, tukaj Valentin. Ko se po desetletju dela na drugih projektih vračam nazaj v storitve profesionalne fotografije, raziskujem vire znanja, da bi si okrepil svoje fotografske sposobnosti, in opazil sem, da obstaja ogromno brezplačnih YouTube videoposnetkov, ki vsakega človeka zelo podrobno lahko izobrazijo o tem, kako se izvaja fotografske storitve. Od osnov teorije do tega, kako biti uspešen v poslu, kako se tržiti. Ogromno je teh informacij, zelo veliko vrhunskih profesionalnih fotografov ustvarja videoposnetke zakulisja svojih fotografiranj, razkrivajo vse svoje skrivnosti lastnega uspeha. Vesel sem, da je toliko hitro dostopnega znanja sedaj na voljo preko spleta, da praktično ni več potrebe po tem, da bi nekdo hodil recimo v fotografsko šolo, če bi želel postati fotograf. In ob tem se tudi pojavlja vprašanje, kako lahko nek fotograf izstopa iz povprečja, kako lahko ustvari svojo konkurenčno prednost. Oziroma bi lahko rekli, da sedaj, ko je znanje vse lažje dostopno, vsak lahko zelo hitro začne delati in konkurirati na trgu dela na nekem strokovnem področju. Seveda, samo znanje ni dovolj, potrebne so tudi določene osebnostne značilnosti, predvsem pri vsakem poslu je potrebno biti vztrajen, potrpežljiv, razviti določene komunikacijske sposobnosti in precej je tudi raznih pravnih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati. Skratka, kljub temu, da je veliko znanja na voljo, s pomočjo katerih lahko vsak postane fotograf, zelo malo ljudi dejansko uspe v tem poslu. Jaz tudi sedaj vlagam vse napore v to, da bi se ljudem predstavil, da bi začeli naročati moje fotografske storitve, in moj pristop bo predvsem oseben. Ne glede na to, da so informacije dostopne preko interneta, da imam tudi jaz spletno stran in Facebook stran, kjer imam predstavljene svoje storitve, bom lahko še najbolj izstopal, če bom osebno obiskal lokale in podjetja v svoji okolici in fizično pokazal svoj portfolio in jim odgovoril na vprašanja. Osebni stik postaja vse bolj pomemben v zadnjem času. Po eni strani je internet zelo vabljiv, ker omogoča hitro komunikacijo in ogromno zanimivih informacij. Po drugi strani pa nas priveže na svoje naprave, za katerimi dostopamo do interneta, in nas s tem oddaljuje drug od drugega v fizičnem smislu. Veliko ljudi je v zadnjem času vse bolj osamljenih in željnih družbe. In tudi pri teh storitvah, kot je fotografija, je posebna pozornost tisto, kar je del posla. Torej, vsak lahko za svojim mobilnim telefonom naredi nek portret, nekega selfija, ampak če greš k nekem fotografu, na ta način dobiš tudi neko pozornost, da si v družbi nekoga, da se ti posveti, in to je tisto, zaradi česar bodo storitve, kot je tudi profesionalna fotografija, še dolgo časa ostale nepogrešljive. Podobno je tudi v drugih poklicih, kot je recimo frizer, gostinec. Glede na to, da se z tehnologijo oddaljujemo drug od drugega, bo vse bolj aktualno, da se spet začnemo združevati na fizičen način, preko osebnih stikov, tako profesionalno kot tudi osebno. Zato imam veliko zaupanje v to, da bom za svojimi fotografskimi storitvami lahko dobil dovolj posla in strank,
ki se bodo vračale. Tudi zato, ker ne delam samo na izboljševanju medsebojnih odnosov, temveč tudi, ker sem zelo dober profesionalni fotograf. Hvala za posluh in nasvidenje.